Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Ne vem, če ste zasledili, ampak Slovenija po novem predseduje komisiji za kitolov in to v svetovnem merilu. Vodstvo te komisije smo prevzeli od Japonske in ker je to dokaj nenavadno, sem se odločil obiskati tu eno od ribiških družin v okolici Maribora. Mogoče na prvi posluh ni ravno logično, ampak morate vedeti, v tej ribiški družini, tako sem uspel ugotoviti, je gospod, ki ima dolgoletne izkušnje tudi na tem področju. Ne nazadnje je bil, kot je sam mi zagotovil po telefonu, član številnih mednarodnih komisij, že do zdaj povezanih z ribolovom. To je gospod Božo in zdaj smo tukaj pri ribniku te ribiške družine. Božo, dober dan. Ja, Bobi, za prijatelje. Bobi? Ja, Bobi Dik, tako so me klicali, ja. Kot parafrazirano to slavno delo od Melvilla o kitih, ne? Kaj? Zaradi kita, Moby Dick, verjetno, ne? Ne, Bobi Dik zaradi... Veš, kaj mislim, pa nema, zdaj se bolj strokovno menima, ne? Dobro, ja. On je Bobi, ne? Razumem. Dobro, Moby Dick torej o kitih. Ja, Bobi, samo mi reči, nam je zdaj Dik zraven pravi. Se opravičujem, Bobi. O kitih. Ja, zdaj smo mi predsedniki komisije svetovne... Zadnji cajt, se pa zadnji cajt. Ajde za Japonce, samo mi smo daleč pred narožani, daleč. Tudi naše izkušnje, moraš vedeti, ne? Ja, pardon, se opravičujem, samo ne vem, da smo mi kite kdaj lovili v O, Sloveniji. jaz sem 20 let na Sabini bil. Prvi špic Sabine. Ja, Bobi, to ima... S čem ima veze? Sabine? Kitolovke slovenske, ja. Sabina. Pa dobro, to zdaj tudi ni pomembno. Hočem ti reči, da mi kot taki o kitih vemo izredno dosti, ne. Zdaj, seveda pri nas ni, da bi zdaj v našem kosu morja špricala vun pa ono, ko kit prije, ker so bolj napodno se držijo, ne. So pa, ne. In tako, glej, razumem doli ribiče, ki živijo tega, to je treba, veš kaj v morju ostriš, ko ti loviš, pa se ti go lovi, pa rečeš rokavico, pa to, ker vedno ostriš zgrabi, ko boš rešen. Ali pa v ribniku grundler, tu. Tak je kit, to treba spucati. No, No, samo malo, kiti so sesalci. ja, to glih vse posesa. Veš kaj je to veliko, vse to je glih problem. To je tako, da bi otroku sesalec dal, pa ti doma verižice ure, pa vse not potegne, pa moraš po tistem dreko šarat not. Sesalci, ja, vse to je problem. Da bi bil kit zobatec, ne bi bil taki problem, pa ko so sesalci. Vse obstajajo kiti, ki imajo zobe tudi. Vem, samo tudi sesajo, ne? Zobe imajo zaradi lepše. No pa sesalec kot vrsta, se pravi, da ni riba, da sesa materino mleko. Ja, kaj pa te si hodil, če si najbolj pametni? Si že kita lovil ti? Ja, ne še. Veš, kaj je to hodobno? Kaj ti izrisan, ko znaš, ko so hodili po njem, pa je vodo šprica, pa sušo preganjo. Tele. Če pa misliš tak, da ni, ne, sesa, te pa ne vem, kaj si hodil sploh. Res, te pa vržemo tu, pa 2 grundla, ravun potegnemo, pa fertik. Spijemo liter, pa dio, kaj ste hodil, da ti razlagam? Kaj si blesal, ti jaz njem skiti živel. Pravim ti, da to treba ščistiti. Kaj miš, kaj Japonci delajo? Domnevam, da čistijo. Normalno. Ker tam pa je toliko, da se največ podna. Vse tu imamo srečo, pri Ankaranu, da so spodi. Zato prije gor. To je tudi celi trg popravljen. Veš kaj, mislim, pri nas se doli držijo. Zaenkrat. Ne? Zaenkrat. Dobro, Bobi, najlepša hvala za te strokovne komentarje na temo kitov. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.